Spoštovani gospod Uroš Kamenšek, predsednik Pomurske turistične zveze, lepo pozdravljeni. Ja, en lep dober dan vam v studiu improvizirani in pa vsem gledalkam in gledalcem televizije AS. No, pa ker prihajate iz tega turističnega sektorja, pa nam oziroma našim gledalcem za uvod povejte, kakšno je sedaj stanje z našim turizmom, s turizmom v naši pokrajini ob reki Muri. Ja, kar malce nehvaležno vprašanje, glede na to, da se je dogajanje v turizmu v celoti ustavilo. Namreč, kot veste, zaprte so vse namestitvene kapacitete, zaprte so restavracije, gostilne, bari, zaprte so znamenitosti in še enkrat več se je pokazalo, da dejansko turizem je res ena zelo občutljiva panoga, multidisciplinarna, katera v času ugodnih pogojev v gospodarstvu dejansko dosega dobre rezultate, predstavlja velik potencial za razvoj, vendar je pa na drugi strani potem tudi, ko pa pride do takšne in podobnih kriz v preteklosti, najbolj občutljiva in jo najbolj tudi te krize prizadanejo. Nenazadnje ne smemo pozabiti, ni vprašanje samo namestitvenih kapacitet, gostinskih kapacitet in tako naprej. Na turizem je vezan transport, na turizem so vezane dobaviteljske verige in tako naprej in tule zdaj žal vse skupaj stoji. Ampak vseeno, enkrat bo ta kriza mimo z koronavirusom, enkrat se bodo, bom rekel, vrata odprla. Kakšne so vaše pričakovanja oziroma vaše ocene, kaj se bo zgodilo po krizi z turizmom? Res je, enkrat bo vsega tega konec oziroma bo mimo. Naša želja v turizmu je, da bi se to zgodilo čim prej. Zdaj po podatkih, katere imam s terena oziroma skozi pogovore z turističnimi akterji, prihajajoči prazniki, kot so Velika noč, 1. maj, so žal v turizmu izgubljeni. Lahko rečemo, da je kar skoraj 100% odpoved rezervacij iz teh namestitvenih kapacitet. Zdaj upamo, da bi čim prej se ta kriza, korona kriza zaključila, da bi potem nekako poskušali še ujeti poletno sezono, vendar smo žal na stopnji, ko več ni vse odvisno od nas. Pomurski turizem, če govorimo nekako o procentih, približno 54% na letnem nivoju predstavljajo domači gostje, dočim 47–46% predstavljajo tuji gostje. Za domače goste definitivno, da bo potrebno dodatno okrepiti promocijo na domačem trgu. Kar se pa tiče tujih trgov, pa žal res ni več odvisno od nas. Namreč določene informacije z tujih trgov prihajajo, da bi naj meje določenih držav, kot so Avstrija, Nemčija, Češka republika, Italija, Hrvaška, ostale dalj časa zaprte, kar pomeni, da potem tudi ti potencialni turisti oziroma gostje, ki so imeli trenutne rezervacije in so svoje rezervacije prestavili v jesenske mesece, ne bodo mogli priti k nam. Jaz upam, da do tega ne bo prišlo, upam, da bo vseeno neka enotna evropska politika dosegla to, da bomo enkrat, ko bo v bližnji prihodnosti konec te epidemije oziroma pandemije, nekako prišlo življenje v normalne tire. Ampak vseeno, morda je pa tu priložnost, da se bolj posvetite domačim gostom. Res je. Že do sedaj smo velik poudarek dajali domačim gostom in tako bo tudi v prihodnje. Dejstvo je, da je celotna Slovenija v tem krču oziroma turizem v celotni Sloveniji stoji. Zdaj nekako tudi Slovenska turistična organizacija in pa MGRT, se pravi Ministrstvo za gospodarstvo, tehnologijo in razvoj, napovedujeta določene pomoč turizmu. Na eni strani MGRT z direktnimi odpisi in tako naprej, kar zadnje dni poslušamo v medijih. Na drugi strani pa potem
Na drugi strani pa potem Slovenska turistična organizacija napoveduje subvencije, spodbude v smeri promocije na domačem trgu in pa tudi na tujih trgih. S tem, da to so vse zaenkrat predlogi, mi se še nekako na dnevni bazi dogovarjamo, na kak način bomo pomagali našim podjetjem prebroditi to krizo. In ja, jaz že sedaj apeliram na vse gledalke in gledalce, te krize bo enkrat konec. Se pravi, koronavirus bo mimo in odgovornost oziroma nekako lahko čutimo vsi, dajmo podpreti domače proizvajalce, domačo ponudbo, dajmo si organizirati enodnevne izlete znotraj Pomurja, dajmo nekako obiskovati naše gostilne, plačati vstopnino v naših znamenitostih in na ta način pomagati, da se pomurski turizem čim prej postavi na noge. Jaz sem tudi prepričan, da če bomo šli raziskovati našo regijo, bo marsikdo našel še neodkrite kotičke. Gospod Uroš Kamenšek, predsednik Pomurske turistične zveze, hvala lepa za vaš čas. Hvala tudi vam za povabilo in ostanimo zdravi.